Hvala lepa za vabilo. Prispevek je sicer naslovljen o avtomatizaciji in nadzoru, ampak bi vseeno kaj povedal še o kriminologiji. Prihajam iz Inštituta za kriminologijo in se mi zdi, da je, ko govorimo o prezrtih dimenzijah spola v naših znanstvenih vedah, zelo zanimiva tudi kriminologija, ker je ves čas v neki taki stalni napetosti s kazenskim pravom, pojmovanim zelo tako dogmatsko, zelo ozko. Na kriminologiji pa gledamo kot na fenomen kriminala, zelo tako iz psiholoških, socioloških in drugih vidikov. Tako da bi tle za uvod poudaril, kako recimo so že v zgodovini, recimo profesor Šelihova 1972. leta, kjer je bilo kaznivo dejanje nedovoljenega splava, opozarjala, zakaj to kaznivo dejanje sploh ne potrebujemo več. Recimo, skratka, to že v 70. letih je ta kriminološki, recimo temu kriminološki, potem razumemo tako sociološko, psihološko osveščenega človeka na splošno, prodrl in kazenskim pravnikom razlagal, da je ona pravi, da v bistvu posameznik, skratka, to je bilo kaznivo dejanje, če rečem kaznivo dejanje, ko je posameznik opravljal ta poseg v zelo velikem številu ali pa ga je opravljala strokovno nekvalificirana oseba. Takrat je šlo za kaznivo dejanje nedovoljenega splava. In ona je takrat ugotavljala, da v bistvu taka kazenska norma naj bi ščitila sicer pro forma, ideja je bila, da naj bi ščitila življenje od spočetja dalje, ampak v bistvu sploh ni imela veze s tem, ker je v bistvu zelo ženske so takrat lahko v tistem času dobile dovoljenje, da naredijo splav. Skratka, in se je zavzela za odpravo splava. No, kasneje, če gremo nekaj let kasneje, v 80-ih, recimo 90-ih so bile zelo zanimive raziskave o tem, mogoče za tiste, ki se ukvarjate s tem spolom, vam je to čestitke, da ste že to ugotovili takrat, ampak za kazensko pravno srednjo je bilo zelo takrat šokantno na nek način, so bili doktorati veliki recimo v subjektivnih pozicijah žensk v pravu, recimo morilk. Kako morilka in morilec sta na sodišču dojeta kot neodvisen subjekt, racionalen in tako naprej, to je bila ta neka, rekel, v ozadju ideološka zgodba tega pravnega subjekta, ampak v bistvu so potem raziskovalci ugotovili, ko je ženska obtožena v tej fazi umora, je ženska vedno drugače obravnavana kot moški in da obstajajo neke tehnike, ki so jih abstrahirale ven, recimo tehnika sramotenja, to je v bistvu ženska, ki ubija, to je pa res neka pošast, če moški ubija, pač samostojni, individualni subjekt, če pa ženska ubija, v bistvu pa odstopa od tega svobodnega subjekta in odstopa tudi od svoje ženske narave. Skratka, dvojna prestopnica je, ko ubija. Skratka, tehnika sramotenja, potem tehnika mitifikacije, to je neka hudičeva ženska, to je nerazumljivo, to je popolnoma nerazumljiv subjekt, v bistvu, ki rabi najbrž medikamentalno zdravljenje, zdaj malo karikiram, ampak skratka, to so te tehnike, ki so se uporabljale, ki skratka z njo neki nadnaravno bitje, ubila je recimo celo otroka, to je bilo nepojmljivo, skratka odstop od lastne ženske narave, ali pa tretja tehnika viktimizma, če ženska ubije, v bistvu gotovo potrebuje pomoč našo družbeno, če moški ubije, ne potrebuje pomoči, gre pač v zapor za 20 let, če pa ženska, pa bolje, da v bistvu nudimo neko pomoč za nedoločen čas, dokler se ne bo ozdravila. Skratka, pojmovanje, če moški naredi neko dejanje, je v bistvu bil pojmovan kot svoboden racionalnik, če ženska, pa v bistvu neke pomoči potrebna, neka histerična mogoče, skratka, neka medikamentoza bi tukaj, ali pa neka terapija bi prav prišla. Skratka, če sklenem, te raziskave so pokazale, kako v bistvu imamo neko spolno pristrano obravnavanje v kazensko-pravnem sistemu, ki se dojema kot spolno nevtralno obravnavanje različnih storitev. Več primerov bi še lahko pokazal, ampak recimo tipična, v sojenju zoper obtoženke so bila ključna vprašanja, ali ima ob sebi moškega, kakšna kazni bo recimo na koncu izrečena, je kriva, pri tej odmeri kazenske sankcije je bilo, ali ima ob sebi moškega ali ne, ali je dobra, izpolnjuje pričakovanja kot žena, kot mati in tako naprej, ali skrbi, ali ustreza liku matere, kako dobro gospodinji. Skratka, če temu ustreza, potem je dobila toliko blažjo kazen na koncu. In to so imenovali recimo s pojem, da je to nek pakt, neka ta patriarhalna pogodba, ki je v bistvu na tiho sklenjena. Naj se ženska pokori, tem pade v ta lik standardne matere, žene in tako naprej in takrat bo tudi blažje kaznovana.
No, to tako malo zgodovinsko zanimivo, skratka, ker imamo zdaj pa tretji, recimo, zdaj v lansko leto je bilo ven, bi rekel, v javnosti bilo zelo poudarjeno, je pa ta prizadevanje za spremembo kaznivega dejanja posilstva, če se spomnite, a ne, načeloma pri posilstvu je zelo zanimivo spet zgodovinsko pogledati, ne, posilstvo se veste, je bilo v zgodovini pojmovano kot nekaj, kar ni mogoče izvršiti v zakonski zvezi, skratka, konceptualno ni bilo možno posilstvo v zakonski zvezi, ne, ker je tisti inicialni da, gremo v zakonsko zvezo, pomenil da za nedoločen čas naprej in to se je tudi spremenilo v 70-ih letih, zdaj imamo pa ta premik in 4 države so že dosegle to na podlagi Istanbulske konvencije, ne, iz 2011, skratka, da imamo ta model prisile, tako imenovan, skratka, posilstvo se zgodi samo takrat, kadar se ženska aktivno upira, takrat gre za posilstvo, a ne, drugače ne gre za posilstvo, potrebna je sam grožnja in prisila. Če gre za prisilo in grožnjo, takrat pride do posilstva, če grožnje prisile ni posilstva. To je tako imenovan model prisile in zdaj prihaja v državah na podlagi Istanbulske konvencije do spremembe v model soglasja. Skratka, mora biti soglasje, tukaj sta pa 2 modela, ne je ne, da je da, pa ne bi šel zdaj v detajle, kaj je eden, skratka, eno je, da ne, najbolj tak, bi rekel, zaščiten do žensk je model da in da, a ne, to pomeni samo takrat, kadar je da, jasno naprej izrečen ali pa konkludentno najbrž bi se dalo sklepati, skratka, kadar je soglasje podano, to je ključno, a ne, takrat ne pride do posilstva, ne. Skratka, hočem reči, da tukaj imamo v naši vednosti, vsaj v kriminologiji, ne, se ves čas sprašujemo, kako ta nekako, bi rekel, dogmatsko razumljen sistem kazensko-pravni in tudi kazniva dejanja, ki naj bi bila spolno nevtralna, v bistvu dejansko nikoli niso. No, in če grem zdaj bolj na temo tega panela, vidimo, ne, da ta orodja, prej je bilo zelo dobro predstavljeno na enem ozkem segmentu jezika, ta orodja, algoritmi velikega podatkovja vstopajo v različne domene našega življenja in tukaj ne gre samo recimo za orodja za računalniški vid, ki prepoznava različne deske, ne, če imamo, skratka, to je smreka stara 10 let, to je recimo Gaber, ne, star 8 let, kjer v bistvu nimamo nekih učinkov na človekove pravice. In to mene kot družboslovca niti ne zanimajo. Taki sistemi, ki so legitimni, fenomenalni, skratka, občudujem takšne raziskave, ne, ki v bistvu kažejo napredek. Kar je problem je to, da so ti sistemi avtomatiziranega, polavtomatiziranega odločanja, ki temeljijo na veliki količini podatkov, uporabljeni tudi pri odločanju o pravicah in dolžnostih posameznika, posameznice. To je pa tisto, kar je težava. Skratka, da imamo neke priporočilne, zaenkrat samo priporočilne sisteme, ki priporočajo odločevalcu o pravicah in dolžnostih neko odločitev. Recimo, ali bo nekomu pripadla socialna pomoč, otroški dodatek, dajmo pogledati neko priporočilo nekega sistema. Ali pa recimo to, kar je bo tak šolski primer, ali nekoga spustiti na pogojni odpust, ali ga ne spustiti na pogojni odpust. Ne? Ja, če obstaja veliko tveganje, da bo ponovo kaznivo dejanje v naslednjih 2 letih, potem ga rajš ne pustimo. In v tem napovedovanju smo ljudje slabi in do raziskav o tem, da smo ljudje slabi odločevalci in napovedovalci je ogromno, ne, ali zdaj naj si pomagamo s temi novimi orodji, ki napovedujejo lahko bolj točno iz jezika. In tukaj je zdaj moja glavna poanta je ta, da imamo raziskave o tem, da imamo ljudje številne predsodke in tako naprej, da tukaj ni nobenega dvoma. Imamo številne predsodke, recimo najbolj znana izraelska raziskava o pogojnem odpustu, ki je šel na pogojni odpust, je bila ta, da je zelo velika verjetnost od tega, ali bo tisti pogojno odpuščeni odobren pogojni odpust ali ne, je, kdaj so imeli kosilo, kdaj so imeli malico tisti, ki odločajo, komisija za pogojni odpust. Skratka, če je bila malica ravno pred tem, se mi je Zlatkor dvignil, so večje verjetnosti ugodili. Ko pa postanejo odločevalci utrujeni, pa odločajo po defaultu pomeni v tem primeru ne, se zavrne. Ker če nekoga odobriš pogojni odpust, pomeni, da prevzameš odgovornost nase, pomeni, da moraš obrazložiti, zato raje greš ne. Skratka, po malici imaš večjo verjetnost, da boš odobren, ti bo odobren pogojni odpust. Skratka, vidimo, da imamo številne raziskave, ne, te mentalne bližnjice, heuristike ljudje in zdaj je ta argument na drugi strani, zdaj pa vnesmo ta orodja, ker ta pa so brez predsodkov. In tukaj jaz rečem, ne, niso brez predsodkov in že moja predhodnica je fantastično opozorila, ne, da že sam jezik vsebuje neke spolne pristranosti. Recimo odvetnik ima tajnico, to je člen zakona o odvetništvu. Zakon o odvetništvu reče, kdaj lahko nekdo ustanovi odvetniško pisarno, mora imeti tajnico.
Odvetnik ima tajnico, ni vice versa, odvetnica ima tajnika. Skratka, zakon sam vsebuje to določbo. In najbrž so še kakšni drugi takšni primeri. Skratka, imamo to pristrano odločanje odločevalcev o pravicah in dolžnosti, ali zdaj nam ta orodja lahko pomagajo. In tukaj recimo, najbrž bi kolegica, moja predhodnica, več vedela o tem, sam članek Joanne Bryson, ki je bila enkrat tudi v Ljubljani, ona je psihologinja pa tudi računalničarja, je objavila s kolegicami članek v Nature, Semantics derived automatically from language, corpora contained human-like biases. Skratka, jezik vedno vsebuje neke predsodke in oni so se spraševali v tem članku, a je mogoče de-bias, skratka, dober pojem, ki ste ga prej uporabili, je razpristranjevanje, ali je mogoče jezik razpristraniti, pa so oni ugotovili, da mogoče je razpristraniti, ampak to bi bilo potem fairness through blindness, so oni rekli. Skratka, to bi bila neka pravica, ki bi bila slepa in se ne zavzemajo za to. Skratka, ali je mogoče zdaj, ali je to tudi zaželeno, da mi, to je pa drugo vprašanje, ali je mogoče razpristraniti jezik, ali je to tudi zaželeno in kdo bo to naredil, ali naj bi to naredili, ne vem, neki strokovnjaki, eksperti za strojno učenje, recimo ena skupina njih, 10 ekspertov, ki bi ugotavljali, to je pa spolno pristrano, to pa ni, to je sovražni govor, to je samo svoboda izražanja, bi rekel, da ne moramo to pustiti neki ozki ekspertni skupini, ki bi to zdaj imela ta postopek, bi odločila v tem postopku, razpristranjevanja. Tako da, ljudje imamo veliko, pravni odločevalci imajo veliko predsodkov, odločajo preko bližnjic, ampak na drugi strani tudi stroji imajo veliko teh predsodkov vnešenih noter in v bistvu so v tem, kar je že kolegica pokazala, imamo podatke o družbi, ki so v bistvu zajemajo obstoječe predsodke, ti obstoječi predsodki se nafilajo podatkovne nize, algoritmi se naučijo se naučijo te pristranosti in dajo priporočila ljudem, ljudje se na teh priporočila odzovajo in spet imamo začaran krog in v bistvu spet potrdijo to pristranost. In v bistvu gre za začaran krog, iz katerega ni enostavno izstopiti in bi jaz rekel, da ta ideologija ali pa bi rekel zanašanje na nepristranost teh priporočil je seveda utopija in tega se moramo zavedati. Zdaj pa en primer, recimo, ki je tak zelo iz našega kriminološkega področja, je bil primer kompasa. Kompas je programsko orodje, ki priporoča, v polovici ameriških zveznih držav je uporabljen, ki priporoča komisiji za pogojne odpuste, ali naj nekoga odpusti na pogojni odpust ali ne. In ta kompas naj bi bil po zatrjevanju ProPublice, te nevladne agencije, ki je pogledala to, naj bi bil spolno pristran, naj bi temnopolte, pa belopolte različno se motil. Skratka, ko je napovedoval recidivizem, temu rečemo, v naslednjih 2 letih, je bil enak pravičen, ko se je pa zmotil, se je pa za temnopolte pa belopolte zmotil. Pa za bele je rekel, da zelo verjetno ne bodo ponovili, pa so ponovili, za temnopolte pa je zelo velika ocena bila, da bodo ponovili, pa dejansko niso ponovili. In ta ProPublica je rekla, ta algoritem tega podjetja je pristran in v enem primeru Loomis case, Loomis proti državi Wisconsin, je Loomis rekel, dobro, bom pa jaz pogledal, prosim, dajte mi te nize pokazati, kakšne podatke pa vi zbirate o meni, pa pokažite mi to recepturo, ta algoritem, kako on neko oceno tveganja podaja iz teh podatkov. In je to podjetje reklo, ne, tega pa ne moramo dati, to je pa poslovna skrivnost, zaščita intelektualne lastnine, če mi to razkrijemo, potem nimamo več svojega posla. No, to zdaj ni pomembno, kaj je reklo podjetje, v bistvu je kaj reklo sodišče je reklo, res je, to je poslovni interes podjetja, ne morete videti vi, Loomis, vaše podatke in ne te recepture, na podlagi katere je bila izdana visoka ocena tveganja. Loomis se je pritožil na vrhovno sodišče Wisconsina, to vrhovno sodišče je reklo, res je, to je bilo samo priporočilo, ker je pa samo priporočilo, bi sodišče lahko ravnalo drugače. Prva napaka. Ta primer je potem, bom razložil, ta primer je potem šel še na vrhovno sodišče ZDA, ampak vrhovno sodišče ima to pravico diskrecijsko, da ga vzame obravnavo ali ne, in je reklo, da ga ne bo vzelo obravnavo. Tako da smo ostali pri tej odločitvi Loomis versus Wisconsin, kjer Supreme Court vrhovno sodišče reče, da Loomis nima te pravice zato, ker je to bilo samo priporočilo.
Zdaj pa v tem priporočilu je bilo pa že več raziskav tudi za pilote upravljenih, ne, če so neka skratka priporočila, mi zelo verjetno bomo sledili tem priporočilom, še posebej, če so prikazana kot neka, bi rekel, data science, veliki podatki, nevronske mreže, deep learning je v zadnji, ne, in zakaj bi nek pravni odločevalec tam, ki nima zelo malo izobrazbe v teh tehnoloških sistemih, odločil proti temu. Če bi odločil, bi moral veliko napora vložiti za to, da obrazloži, zakaj meni, da priporočilo ni enako. Temu rečejo automation bias, mislim, da skratka nek predsodek, da slediš zelo lahko takšnemu priporočilu. Ja, zdaj, kako to zregulirati, je naslednja faza. Tudi jaz sem se pri svojem delu ukvarjal s tem, da sem skušal šele zemljevid neke škode postaviti, skratka, kakšna škoda nastaja za človekove pravice, tipično zasebnost, varstvo osebnih podatkov, kjer imamo neke anonimizirane množice podatkov in lahko s temi orodji deanonimiziramo lahko, če imamo neke velike količine, povežemo, koreliramo s podatki, lahko pridemo nazaj do osebe. To je ena zgodba tega, druga je pa velika prepoved diskriminacije. Kako preprečiti poglobitve diskriminacije? Skratka, ta orodja naj ne bi samo ohranjala obstoječ nivo družbeni, ampak tudi poglabljala diskriminacijo. In tukaj imamo zdaj številne raziskave, ki so pokazale recimo za Ameriko, konkretno za socialne pomoči, kako so v bistvu pod udarom pa pod velikom žarometom oblasti revni, ki v bistvu morajo biti popolnoma razgaljeni, da dobijo tisti socialni dodatek, tudi za Slovenijo bi jaz rekel, mislim, da centri za socialno delo dostopajo mislim, da večkrat 28 zbirk osebnih podatkov, zato da če zaprosiš za otroški dodatek, oblast gleda v zbirko 28 zbirk osebnih podatkov, ko se je šlo pa za preiskovanje luknje v NLB in bi rekel finančnega kriminalitete, takrat je pa zasebnost pomembna in v bistvu so tožilci zelo težko prišli do teh podatkov. Skratka, imamo tako različno te pravice učinkujejo za nižje pa višje ešalone v družbeni lestvici. Ja, kako zdaj to, skratka, človekove pravice, smo rekli, zasebnost, prepoved diskriminacije, na drugi strani varnost, gre za te sistemi, ki so uporabljeni, recimo avtonomna vožnja, en tak tipičen primer, kako zagotoviti varnost, pa zadnja, tretja je odgovornost, liability po angleško, skratka, kdo bo odgovoren, ko gre nekaj narobe. Kdo je odgovoren, če imamo neke priporočilne sisteme, od avtomobila do priporočila zdravljenja, recimo, kako zasnovati te nove odgovornosti. To so ena tri velika področja in na njih se sklicuje tudi Evropska komisija v tem white paper o umetni inteligenciji, so izdali pred 2 tednoma. Tako da je veliko vprašanje za prihodnost je zdaj, kako to regulirati. Kako to regulirati? Jaz bi tle se ozrl na Lesiga, to tisti, ki so družboslovce, veste, kako regulirati neželen pojav v družbi, je v bistvu na ta način, da naredimo tako, kot je privacy by design, skratka zasnovanje tehnologije, tako da varuje zasebnost, je tudi potrebno tukaj zdizajnirati te sisteme na tak način, da ne bodo vsebovali neželenih predsodkov. Koliko je to mogoče, je drugo vprašanje, kar sem rekel glede jezika, kjer sploh ni mogoče, pa sploh ni zaželeno. Drugo je s pravom, kjer sprejemamo različne pravila, lahko, in zaenkrat ostajamo zelo na eni abstraktni ravni. Fundamental Rights Agency, Agencija za temeljne pravice iz Dunaja, je izdala neko mnenje o tem, o uporabi sistema umetne inteligence pri pravnem odločanju, ki je zelo abstraktno. Tudi če vam zdaj preberem neka ta temeljna načela, boste zelo ostali nepotešeni v tem smislu, ker obstaja zagotovimo neko poštenost, fairness, je zelo ta pojem, ki se uporablja, nediskriminatornost, odgovornost za te rezultate in tako naprej. Zelo abstraktno in zelo je zaenkrat še nepredvidljivo to za nekega konkretnega podatkovnega znanstvenika. Ja, tveganj, skratka, regulacija je tisto področje, s katerim se zdaj moramo temeljito ukvarjati. Recimo eno zanimivo je mnenje Sveta Evrope. Svet Evrope je izdal European Ethical Charter o uporabi umetne inteligence v pravosodju. Skratka, to je bila ena prva taka, zdaj pa vidimo neko tekmo med OECD-jem, komisijo, OZN, Svetom Evrope, ki želijo neka pravila nova sprejeti.
Kot rečeno, recimo Danska je nek drug vidik, je sprejeti neka pravila, certifikacijski postopki, bi poudaril, da se te sisteme certificira in Danska je sprejela Data Ethics Seal, skratka pečat etičnih sistemov, ki temeljijo na velikih podatkih. Malta je sprejela nek certifikacijsko shemo za umetno inteligenco v javnem sektorju. Skratka, to so eni načini. Algorithm Watch, to je ena NGO, ki se ukvarja z pravičnostjo pri podatkih, se zavzema za register teh sistemov, ko so uporabljeni v javnih politikah. Equinet, to je mreža organov za enakost, kot ga imamo tudi Slovenija, bo zdaj sprejela v tem letu tudi neka pravila v smislu, kako lahko na diskriminacijo vplivajo ti sistemi polavtomatiziranega odločanja. Skratka, moja poanta tukaj je, če zaključim, da imamo te sisteme algoritmov, velikega podatkovja, tako imenovane umetne inteligence, ki vstopajo v različne domene našega življenja in odločajo o naši službi, o zavarovanju, o tem, ali bomo odpuščeni iz službe, tudi algoritem določa, in vsi ti primeri, kjer gre za odločanje o pravicah in dolžnosti, so tisti, ki mene zanimajo kot pravnika. Skratka, ne gre za neke sisteme, ki nam olajšajo življenje, ki nam prevajajo, recimo, pa že tukaj vidimo, da prihaja do spolne pristranosti, ampak gre za ti sistemi, ki določajo o življenjskih možnostih in priložnostih. In tukaj v bistvu nas čaka še veliko dela, da se bomo pogovarjali družboslovci, ki izgubljamo bitko vis-a-vis temi podatkovnimi znanstveniki, ki v bistvu mislijo, da lahko s temi sistemi modelirajo naš svet in v bistvu napovejo različne smeri razvoja. Toliko zaenkrat, sem odprt za vprašanje. Hvala.